Velikokrat vidim, da se ljudje obregnejo ob poslovni sistem mrežnega marketinga z namenom, da to diskreditirajo na način, da gre za piramidno igro oziroma piramidno shemo. No, jaz sem naredil nekaj raziskav glede tega, vpisal sem v Google ali pa na ChatGPT ali Gemini ali karkoli, da mi pove razliko o piramidni shemi, piramidni igri in pa o mrežnem marketingu, in dobili boste vse odgovore, če boste tudi vi to naredili. Kar je pa najbolj pomembno, je pa to, da pa dejansko obstajajo legalne piramidne igre oziroma piramidne sheme, in ena izmed njih je naslednja. Predlagam, da sami naredite to, kar sem naredil jaz. Pokličete na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in vprašate, kaj bi se zgodilo, če bi vsi zaposleni in vsi, ki danes plačujejo v pokojninsko blagajno prispevke za kasnejšo pokojnino, seveda, prenehali plačevati. Odgovor vas bo presenetil. Namreč njih odgovor je, da v tem primeru ne bi mogli zagotoviti izplačila pokojnin, ne kasneje, trenutnih pokojnin, torej ne za vas, ampak za tiste, ki trenutno prejemajo pokojnine. Torej, obstajajo legalne piramidne sheme in pa nelegalne piramidne sheme in obstajajo poslovni sistemi, ki se imenujejo mrežni marketing, affiliate marketing, direktni marketing ali pa next level marketing. Razlika je očitna. Vendar je pa tako, če boste vi to naredili, kar počne država, je to nelegalno, če pa država to počne, je pa to legalno. Seveda tu mi ne moremo nič spremeniti. Ena stvar pa še, ki je zelo pomembna, je pa ta, da veliko podjetij danes obstaja, jaz jim ne pravim podjetja, ampak moram za namen tega videa, ki se skrivajo pod obliko mrežnega marketinga, so pa dejansko resnično piramidne sheme, predvsem pa gre to takrat, kadar gre za finančne in pa digitalne neke produkte, kjer dejansko ne dobite nič, razen samo neko obljubo o nekih donosih nekoč. In tako je lahko tudi ena izmed piramidnih shem loterija, vzajemni sklad, določene oblike zavarovanj in še česa. Sami presodite, kaj vam je bližje.